Volimo te, Robert, in te hvalimo, ker si s kandidaturo Slovenijo rešil. Zdaj se spomnimo tvoje poti, kako si hodil in kam si romal. Robert je na geniju sam sebi milijone ustvaril, a ko ga je zlobni Janez od tam napudil, je prvi dan ustvaril stranko. Drugi dan je rekel, naj se zberejo kadri, tretji dan je ukazal, naj se povežejo z deležniki, četrti dan je plačal džambute in reklame, peti dan se je v živo javil soočenje, ker je bil pozitiven na korono. Šesti dan se je branil pred obtožbami, da ni bil res pozitiven, ampak da se ni želel soočiti z Janezom. Sedmi dan je počival in ni imel časa napisati programa stranke, a je obljubil, da se bo temu posvetil. Volimo te, Robert, in te hvalimo, ker si s kandidaturo Slovenijo rešil. Hodimo za teboj po poti, hodimo za teboj, o Robert. Prva postaja. Janez odstavi Robija iz vrha genija in Janez je dejal: Tudi jaz sem z grehom obsodil Roberta, da bi postavil mnoge slabosti, samo zadoščenje za svoje grehe, sprejel tvojo kandidaturo in to je bila moja napaka. Druga postaja. Robert vzame svobodo na svoje rame in Robert je dejal: Ma pomagajte mi. Prosim, sem dejal, ker nemam ne kadrov, ma nemam ne programa. Tretja postaja. Robert prvič obljubi sodnikom in Robert je dejal: Ma dobro, takrat še nisem vedel, kaj delam in sem prvič obljubil. Moji padci v greh so to povzročili. Ma prosim te, ma nikdar več ne bom ničesar obljubil. Četrta postaja. Robert tolaži svojega žalostnega ministra in Daniel Bešič Loredan je dejal: Gospod Robert, v najbolj žalostnem uraz svojega življenja ne pogrešam svojega ministrovanja. Zapravo sem 2 milijardi, da sem ugotovil, da nisem za to delo, a še obstaja upanje, da so še koncesije. Peta postaja. Luka iz Levice pomaga Robertu voditi vlado in Luka je dejal: Robert, tudi mene si poklical, ne? Naj s teboj vodim vlado, ne? Doslej sem se neštetokrat uprl, sem rekel ne. Prosti mi, Robert, zdaj sem tukaj pripravljen, da še kdaj za en teden prevzamem vlado. Šesta postaja. Dominika poda Robiju dokaze o korupciji in Dominika je dejala: Me pa čude, Robert, s čudežem si poplačal Dominikovo dejanje, svojo podobo, bom rekla, v samem njenem življenjepisu, Robert, bom rekla, očisti moj dosje in vtisni vanjo svojo podobo, pomagal sem, ki smo obtoženi za stvari, ki so jih delali naši zaposleni. Sedma postaja. Robert drugič obljubi zdravnikom in kontestabile je dejal: Tudi jaz sem stavkal, Robert.
izdale so me ošabnost, sebičnost, lahkomiselnost. Stavkal sem, ker si mi ti, Robert, nekaj obljubil in tega nisi izpolnil. In zato bom stavkal dalje. Kaj, se vam zdi to pošteno? 8. postaja. Robert tolaži prizadete v poplavah. In Robert je dejal: Malo, ljudje. Ma ja, poslušam vaše tegobe. Ampak najprej moram rešiti svoje probleme. In potem vse te svoje bolečine. Ma po razporeditvah sredstev boste vse nekaj dobili. Boste dobili. Tako da, ja, morate biti malo potrpežljivi. Ma kaj je zdaj tu? 9. postaja. Robert tretjič obljubi zaposlenim v javni upravi. In Robert je dejal: Ma tretjič me že sprašujete in povem vam iste besede. Duh je voljan, ma samo denarja ni. Tako da moja pripravljenost je trdna in, bi rekel tako, dokler ni sredstev, ma nam tu nič ne pomaga. 10. postaja. Roberta preoblečejo in mu dajo piti kombučo. In Latoja je dejala: Robi, v nami je Tina strgala obleko s tebe in ti oblekla novo. Ma jaz bi te rada slekla in s tabo doživela vse svojo spočutnost in strast. 11. postaja. Robert pošle Sajovica v tarčo. In Borut je dejal: Robert, do česa te je pripeljala ljubezen do nas med udarci medijev in žalitvami, ponavljam. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, da vlada dela dobro. Naj te tudi jaz ljubim v trpljenju in sporočam vsem, da je vse dobro, ker vlada dela dobro. Tako. 12. postaja. Robertu pade priljubljenost na anketah. In Robert je o anketah dejal: Dobro. Potrebno je bilo, da je priljubljenost padla. S tem se nam je, bom rekel, omogočilo rojstvo za novo življenje na socialnih omrežjih. Po zasluga svojega trpljenja in na domu prijavljene firme ter po, bi rekel, darovanju direktorskega stolčka k moji hčeri, bom deležen davčnega odrešenja. 13. postaja. Robertu naredijo Insta profil in ga izročijo influencerki. In Latoja je dejala: Ma jaz bom zdaj iz 3 različnih kotov slikala in snemala tvoje telo. Sveta Tina, dovoli mi milost, da ne bom nikoli več z objavami motila tvoje priljubljenosti. Sprejmi me v svoj krog Facebook prijateljev in beri moje poste. 14. postaja. Robert konča mandat, kot je zastavil. Robert je dejal: Dobro, s tem, da sem šel na dno in pozneje z njega zmagoslavno vstal, s tem sem si obnovil življenje. Daj, da bom tudi jaz svojo stranko pridobil delež zmagoslavnega vstajanja. To je bila Robertova beseda. Volimo te, Robert, in te hvalimo, ker si s kandidaturo Slovenijo rešil.